Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci ob spremljanju sobotnega VTV magazina. Naše ekipe so bile na terenu in zabeležile naslednje prispevke. Vabljeni v našo družbo. Občina Šentjur obeležuje občinski praznik 24. septembra. Na praznični dan so v Ipavčevem kulturnem centru pripravili svečano akademijo slavnostno sejo, na kateri je župan podelil priznanja zaslužnim občanom. Občina Šentjur obeležuje praznik na dan smrti škofa in svetniškega kandidata blaženega Antona Martina Slomška. V ponedeljek na praznični dan so v Ipavčevem kulturnem centru pripravili svečano akademijo. Slavnostni govornik je bil gostitelj župan Marko Djaci. V nagovoru je izpostavil projekte, ki so jih izvedli v preteklem letu in napovedal investicijsko pestro obdobje v Šentjurju. Moram priznati, da smo v preteklem obdobju, gledano seveda eno leto nazaj, postorili ogromno stvari. Naj mogoče omenim vrtec Planina, potem energetska sanacija osnovne šole Hruševec, atletska steza, industrijska cona, tam nekje ranga slabih 4 milijone evrov in pa še veliko takih stvari. No, zdaj, kar ste me vprašali pa za naprej, pa seveda res smo v, lahko rečem, zelo velikem investicijskem ciklusu. Imamo namreč 8-9 projektov težkih, 1,2 milijona, se pravi tu nekje. In govorimo res o blaznih številkah in pa seveda upanje, da bomo to seveda vse normalno izpeljali v letošnjem in pa seveda naslednjem in pa verjetno še nekaj v letu 26. Govorimo o gradnji vodovoda, kanalizacije, dograditve prizidka, potem šola in vrtec na Kalobiju, potem nadzidava zdravstvenega doma, dom starejših bomo dozidali, skratka kar nekaj stvari in pa vse ostali evergreeni, kot so ceste in pa podobne stvari, tako da moram priznati, da sem zelo zadovoljen, kar se seveda tiče samih investicij, kar se tiče pa izpeljave, pa seveda upam, da bo temu parirala tudi, če želite, država za povprečnino. Ravno zdaj smo sredi pogajanj za povprečnino in upam, da bodo na Ministrstvu za finance predvsem prepoznali pomen lokalnih skupnosti, ker se bojim, da se včasih tega zelo premalo zavedajo. Kajti tudi to želim poudariti, da mi ogromno stvari tudi počnemo za državo, za njo pripravljamo, bom rekel, dokumentacijo na recimo cestnem področju, na poplavnem področju oziroma privatno-gospodarski ukrep, ne nazadnje tudi za policijo pripravljamo dokumentacije, potem gradimo tudi šolstvo, tako da mislim, da bi država morala počasi to začeti konkretno ceniti. Na slovesnosti so podelili tudi občinska priznanja. Župan je poudaril, da v Šentjurju živijo v bogati skupnosti, predvsem v človeškem kapitalu in izrazil hvaležnost prejemnikom priznanj za njihove dosežke, ki jih prepozna širša skupnost. Predlagajo seveda posamezni subjekti, organizacije, skupine občank in občanov. Skratka, vsi so prejeli priznanje in vsi, ki so ga prejeli, si ga nedvomno tudi zaslužijo svoje delo v lokalni skupnosti, kajti lokalna skupnost niso samo investicije, o katerih sem prej največ govoril, ampak predvsem ljudje. Župan je podelil 8 pisnih priznanj s knjižno nagrado mladim za prizadevno delo, učenje ter strpen odnos do učencev in učiteljev. Pisno priznanje občine Šentjur so prejeli tudi Vida Zupanc, Mojca Sivka ter tandem Žiga Kukovič in Robert Kladnik, prostovoljno gasilsko društvo Šentjur pri Celju, Anton Kukovič in pihalni orkester Šentjur. Žiga Kukovič in Robert Kladnik sta prejela priznanje za dosežke na področju filmskega ustvarjanja in izjemen uspeh filma Gepak. Kaj jima pomeni priznanje domače občine? To sem jaz razmišljal glih o to. Igralci imajo Oskarje, Šentjurčani imajo pa občinsko priznanje občine Šentjur, tako da toliko mi pomeni, ko igralcem Oskarje. Ali sta pričakovala tako velik uspeh filma Gepak? Čisto v pravici ne. Proces je bil zelo dolg, teda šele po enih 2 letih ustvarjanja smo začela mogoče sanjariti o tem, kje pa bi lahko bil. Prve 2 leti pa smo bolj kot ne tipala v temi. Anton Kukovič je priznanje prejel za več kot 50-letno aktivno sodelovanje v gasilstvu. Sem član prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, ki praznuje leta 150-letnico.
Lahko rečem, da žalostni je samo to, da sem že bil na 100-letnici zraven, to pomeni, da sem že kar star. Trenutno pa upravljam funkcijo podpredsednika društva in sem tudi mentor desetin, operativec in skratka še kar precej aktiven. Ob 90-letnici delovanja je priznanje prejel tudi pihalni orkester Šentjur. Ja, za člana zagotovo pomeni za ogromno obveznost za delo in nagrada preteklih dogodkov in delovanja. Za bodoče pa smo seveda veseli tega, ker je spodbuda dobra in predvsem smo veseli še od tega, da se nam pridružujejo novi člani. Pihalni orkester Šentjur je slavnostno akademijo popestril z glasbenimi vložki. V Velenju so v sredo predali namenu saniran odsek ceste proti Zgornjemu Šaleku. Mestna občina Velenje nadaljuje z uspešnim izvajanjem projektov obnove cest in sanacije plazov, ki so nastali po lanskih vremenskih ujmah. Tako so namenu predali saniran odsek ceste od Cep-Trbu, ki poteka od Sela do Zgornjega Šaleka. Mislim, da največ pomeni za tukajšnje krajanke in krajane, vse tisti, ki seveda živijo na tem območju, kjer vemo, da je v preteklosti bila tako cestišče zelo načeto, v slabem stanju, ogrožali so ga plazovi že pred lanskoletnimi ujmami. Lanskoletne ujme so pa seveda samo še pospešeno tudi načele samo cestišče in seveda tudi sprožili plazove na tem mestu. Na omenjeni cesti so od lanskoletnih poplav sanirali 2 večja plazova na 2 lokacijah. Pri Ožirju, ki spada pod krajevno skupnost Konovo, in pod Koželjnikom v krajevni skupnosti Šalek. Tako da sem vesel, da smo strnili vrste, da smo v, lahko rečem, kratkem času sanirali 2 pomembna plazova na tem območju, ki sta ogrožala konec koncev javno infrastrukturo in da smo seveda danes priča temu, da je konec koncev to območje ustrezno sanirano. Mi vemo, da smo v lanskem letu imeli po 4. avgustu krepko preko 20 plazov, ki so se aktivirali, ki so se sprožili. V letošnjem letu smo že 1,2 milijona evrov lastnih sredstev tudi vložili v sanacijo teh plazov, tako da je to seveda zajeten zalogaj, ampak kljub temu veseli smo, da konec koncev grejo sanacije proti koncu na celotnem območju naše občine in da bomo, lahko rečemo, najkasneje v spomladanskem času tudi v celoti sanirali vse tisto, kar je bilo v preteklem obdobju poškodovanega. Ta investicija za krajevno skupnost pomeni veliko, posebej za te ljudi, krajane, kateri živijo v tem območju. Glede na to, kakšna situacija je bila prej, cesta je bila nikakršna, plaz je svoje delo je pač naredil take kot bilo, enostavno je bilo kritično za te hiše, katere so tu. In ta škarpa, ko je zdaj narejena, to je narejeno, da ti ljudje, kateri živijo tu, živijo varno in da nimajo več nobenega strahu glede plaza, da jih ne bi slučajno prišlo tako daleč, da bi neslo hišo. Za krajane Šaleka je to velika pridobitev. Je ta investicija ogromna, zato ker so bili veliki problemi s cesto, pa dol tudi ne. Usipalo se je proti sosedam dol, in kaj čem reči, dobra zadevščina. Smo se že bali, da nam bo hiša dol potegnalo, ko je stora škarpa padla. Zaropotalo je tako, ne vem, kakva bomba eksplodirala. Ste pa spremljali tudi samo sanacijo, kako je potekala? Ja, zelo pridni so bili. Mislim, da so kar sorazmerno hitro naredili, glede na to, kako je bilo za odstraniti pa za popraviti. Samo delo je potekalo v skladu z dogovori z krajevno skupnostjo, z občino, tekoče, redno, cesta ves čas odprta, da nismo motili preveč lokalne skupnosti. Upam, da nismo, no? Na cesto je vezanih približno 20 gospodinjstev Zgornjega Šaleka, ki nimajo drugega dostopa, zato je bila interventna sanacija nujna.
Pri izvajanju del so naleteli na poškodovano meteorno kanalizacijo, ki so jo sočasno obnovili. V letošnjem letu so v mestni občini Velenje izvedli tudi številne druge sanacije plazov. V mesecu septembru, ko praznuje praznik mestna občina Velenje, pripravi župan vsako leto sprejeme za različne skupine, med njimi za častne občane, novorojence, prvošolce, prostovoljce in druge. V sredo pa je v galeriji Velenje sprejel letošnje velenjske diamantne in zlate maturante. Na srednjih šolah šolskega centra Velenje so imeli letos 8 zlatih maturantov, poleg tega pa tudi 2 diamantna. Najboljši maturanti so bili skupaj starši in ravnatelji šol povabljeni na županov sprejem v galerijo Velenje, kjer je najprej za prijeten uvod poskrbela komorna zasedba prav tako odličnih in nagrajenih mladih velenjskih glasbenikov. Zatem je zbrane maturante nagovoril župan Peter Drmol in jim čestital za dosežen uspeh, ki je gotovo le eden od številnih, ki so še pred njimi. Ob tem je izrazil željo, da se vrnejo v domači kraj, tudi če jih bo sicer pot vodila drugam. Res je, da imamo danes mlade maturantke in maturante, ki so dosegli izjemen uspeh. In res je tudi, da verjetno bo večina teh zanesla pot v neke druge kraje, v neka druga mesta, ampak če bi se kaj srčno in iskreno želeli, je seveda to, da se ti mladi nekega dne z vsem znanjem in z vsemi izkušnjami, ki jih bodo pridobili, kjerkoli že bodo, vrnejo v našo skupnost in tukaj seveda potem tudi oni prevzemajo odločevalske funkcije ali pa na nek način neko vlogo v naši družbi, preko katere lahko potem pomembno vpliva, da bodo seveda tudi prihodnje generacije uslišane, slišane in da bodo lahko tukaj ustvarjali tisto, kar si najbolj želijo. Na maturante so ponosni tudi v šolskem centru Velenje. Kar nekaj od teh naših današnjih prejemnikov priznanj poznam, ker jih srečujem tekom šolskega leta in to so sami taki mladi, ki imajo ogromno energije in počnejo poleg šole še marsikaj. Res pa je, da so izredno uspešni v šoli. Ampak šola je pravzaprav ena od pomembnih stopnic v njihovem odraščanju in lepo je, da so super je zanje, da so tako uspešni in jaz upam, da bojo pravzaprav to jemali kot vstopnico za nadaljne izobraževanje in nadaljne družbeno udejstvovanje v prihodnje. Seveda pa si čestitke zaslužijo prav vsi, ki so opravili z maturo. Pomembni so vsi naši dijakinje in dijaki in moram reči, da smo zelo ponosni na njih, na vsakega posebej. Seveda pa so tile današnji pa tisti, ki so v šolskem delu izstopali. In jaz mislim, da naša družba potrebuje celoten diapazon naših mladih dijakov in dijakinj. In kar me veseli, tudi, bi se reklo, te vrhunske rezultate dosegamo na vseh šolah našega šolskega centra. In kaj pravijo maturanti o svojih pričakovanjih glede rezultata mature ter nadaljnih načrtih? Na maturi sem pričakoval dober uspeh, ker sem tudi tekom šolskega leta nizal dobre rezultate. Nisem se ravno trudil biti najboljši, sem se pa pač pripravljal za maturo, tako bi se pač tudi za druge teste tekom šolskega leta. Plani za naprej so študij, študirati grem fotografijo in video. Tako da ja, potem bomo pa videli. Nisem pričakovala, ampak sem hotla. Drugač pa za načrte za naprej zdaj grem na faks, na računalništvo v Maribor. To je to, zdaj ne gledam glih dolgoročno, bolj kratkoročno. Nisem tega seveda planiral, v bistvu sem pač hotel s čim bolj odrezati na maturi, pač učil sem se to, kar se mi je zdelo primerno. Sem bil zelo zadovoljen pa svojim dosežkom, ja. Zdaj pa naprej na faks v Maribor, pa novim dogodivščinam naproti. Z dobro popotnico z mature bo gotovo vse lažje. V spomin na dosežen uspeh pa jim je župan izročil tudi knjižno darilo in zlato velenjsko srce. V športni dvorani Vinka Cajnka Slovenj Gradec je župan v torek pripravil sprejem za upokojence in invalide mestne občine Slovenj Gradec. Tovrstno srečanje organizirajo že od leta 1994.
Mestna občina Slovenj Gradec občinski praznik praznuje 19. septembra. Na ta dan so pred 31 leti od Organizacije združenih narodov prejeli naziv mesto Glasnik miru. O prazniku vsako leto pripravijo številne dogodke in sprejeme. Župan Tilen Kludler je tudi letos pripravil sprejem za upokojence in invalide mestne občine Slovenj Gradec. Moram reči, da vsako leto ob tem tradicionalnem sprejemu se odzove ogromno upokojenk, upokojencev, invalidov, invalidk in jaz sem zelo vesel, da si v teh njihovem, bom rekel, zelo zasedenem življenju vzamejo ta trenutek in pridejo sem, predvsem z namenom, da se poveselimo, podružimo, izmenjamo določene informacije, predvsem pa je namenjen ta sprejem temu, da se tudi oni srečajo med sabo, se vidijo, ker vemo, da prevelikokrat zmanjka časa, da bi se srečali, podružijo in tudi poveselijo. In udeležba je odlična, kar res dokazuje, da je naša občina zelo povezana med sabo in prav je tako in seveda ta povezljivost nas dela še močnejše in še pogumnejše za prihodnost. Mestna občina Slovenj Gradec nosi tudi naziv občina po meri invalidov. Imamo sprejet tudi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, imamo tudi strokovni svet kot delovno posvetovalno telo v naši občini in lahko rečem, da tudi preko športa in drugih programov skrbimo za njih, da se počutijo v naši občini kar najbolj enakopravne in da jim je življenje, bom rekel, tudi sredstva za to njihovo življenje omogočena, predvsem omogočeno druženje znotraj njihovih društev. Verjamem, da bodo tudi mestne svetnice in pa svetniki v prihodnje temu razvoju nekako sledili in podpirali tovrstne finančne vložke in pa finančne načrte znotraj našega proračuna in da se bodo res upokojenke, upokojenci, invalidke, invalidi počutili enakopravne in pa dobro sprejete pri nas v občini. Srečanja sta se poleg župana, številnih upokojencev in invalidov udeležila tudi predsednik Društva upokojencev Slovenj Gradec Peter Pungartnik in predsednica Društva invalidov Slovenj Gradec Ivica Vavkan. To srečanje vabilo župana je za upokojence nekaj posebnega. V okviru tega našega občinskega praznika Mestne občine Slovenj Gradec je župan vsako leto na nek način povabil upokojence in invalide na eno tako srečanje. Glede, za upokojence velja druženje, tretje življenjsko obdobje, aktivnost in mi v društvih upokojencev in tudi sem prepričan invalidov izpostavljamo to potrebo vsakega človeka. Potrebo, da ne ostane sam, da se druži, da se ima lepo. Če primerjamo, koliko je v teh udeležencev z leta v leto, se mi zdi, da število narašča. Narašča seveda tudi število upokojencev, ampak tisti, ki se odzovejo, na nek način v sebi čutijo tisto, da so pač v tej občini svojim minulim delom resnično nekaj prispevali, kar je župan zmeraj in posebej omeni in na kar smo lahko ponosni, ker ta občina nadgrajuje vse te aktivnosti in postaja ena najbolj prepoznavnih doma, pa še širše. Trenutno bi lahko rekla, da ocenjujem položaj invalidov v mestni občini kot saj s strani župana in vseh članov občinskega sveta kot zelo razumevajoče, tudi pristopajo k temu zelo odgovorno pri vseh novih načrtovanjih, ki jih nekako izpeljajo, nas tudi vključijo in povabijo in skušajo že v osnovi in pri načrtovanju odpraviti dejansko težave, s katerimi bi se srečevali potem, ko bi prišli pa na teren oziroma v izvedbo. V mestni občini Slovenj Gradec pa je pred dobrimi 5 leti zaživel tudi projekt brezplačnih prevozov in druge pomoči za starejše občane. Vozimo starejše občane od 65 let, vendar pa povprečna starost našega uporabnika je več kot 80 let. To pomeni, da vozimo populacijo, ki je nekako že dokaj ranljiva skupina in rabi še neko dodatno skrb in pomoč. Tako da veseli smo, mi imamo skupino 15 prostovoljcev, ki v svojem prostem času in zastonj opravljajo to delo. Vozijo vsak dan od 7 do 3, tako da je predvsem poskrbljeno za naše starejše občane, da lahko v tem času pridejo do zdravnika, v trgovino in tudi do drugih
drugih nujnih opravkov, ki jih še imajo, tako da smo zelo veseli, da to teče tako, kot teče. To vrstna srečanja upokojencev in invalidov pripravljajo že od leta 1994 in tudi letos je bil obisk množičen. Ja, to srečanje mi veliko pomeni. Se kar vsako leto udeležim, pa mi je lepo, da vidim, da smo tudi upokojenci neki redni, da nas župan povabi, pa da nas pogosti, pa da se malo razveselimo. Všeč mi je, da se malo srečam take, ko jih drugače v mestu ne. Pa slišim razne podatke, pa tako naprej. Po uradnem delu je sledila pogostitev in zabava s pevko Dunjo Vrhovnik in glasbeno skupino Škorpijoni. Kulturno društvo Jurij Mozirje je letos organiziralo že 30. extempore Mozirski gaj. Društvo obeležuje tudi 30-letnico svojega delovanja. Slomškova dvorana v Mozirju se je pred časom spremenila v slikarski atelje, v katerem so 3 dni ustvarjali udeleženci 30. extempora Mozirski gaj. Prav tako v Slomškovi dvorani so pozneje svoja dela na ogled postavili najprej na tako imenovani delovni razstavi. Ob tej priložnosti se je predsednik kulturnega društva Jurij Mozirje Jurij Repenšek vsem, ki so sodelovali na likovni koloniji, zahvalil simboličnim darilcem. Sicer pa so že v času extempora odprli svoj atelje za gledalce. To je odlična prilika, da ljudje spoznajo kako pravzaprav nastaja eno umetniško delo. In vrata so vedno odprta. V tem času mnogi so prišli v teh letih zadnjih in tudi letos. Najbolj hvaležni so pa otroci, ki prihajajo iz šole oziroma vrtcev in to tako spontano pogledajo in mislim, da jim kar nekaj pomeni. Radi pa prihajajo tudi umetniki, tako akademski kot ljubiteljski slikarji. Res je, umetniki radi prihajajo, tako da je vsaj polovica takih, ki večkrat ponovijo udeležbo. Sicer pa je najboljše preko osebnih poznanstev, torej da nekdo, ki je organizator, ve, koga vabi. Moram biti odkrit, da mnoge umetnike vabim tudi 3 ali 4 leta, da se udeležijo, ker so nam dragoceni. Tako je bilo tudi letos, sicer pa prihaja ne samo iz različnih koncev Slovenije, tudi iz zamejstva, iz Nemčije, iz Trsta, iz Italije, celo iz Mehike in tako dalje. Tako da imamo en tak pisan kolaž različnih kultur, ki ustvarja eno zanimivo okolje in vzdušje v ateljeju. Prihajam v glavnem zato, da pač doživim kaj novega, ker doma oziroma na svojem delovnem mestu je pač vsak dan več ali manj isto in je potrebno malo zamenjati mesto oziroma srečati tudi ljudi in s tem se pač bogatimo in pridobivamo material za nove ustvarjalne izzive. Vinko Železnikar je bil v preteklosti tudi mentor. Ja, zadnja leta mogoče manj, mogoče sem bolj na začetku bil bolj aktiven, ker sem bil tudi še sam nekaj časa v prosveti in me je to malo mogoče tudi še bolj zaznamovalo takrat. Zdaj pa vidim, da pač je najbolj te stvari pustiti bolj, da potekajo spontano in da vsak sam poskuša najti svojo pot, ker pretirano neko svetovanje pa usmerjanje včasih naredi več škode, kot pa koristi. Tako da pač mogoče koga malo sam mečken porineš v kakšno pot, ki pa mogoče jo ne vidiš. Kulturno društvo Jurij je sicer zelo aktivno tudi ob svoji 30-letnici. Mi bomo ostali pri standardnem programu, torej ena taka večja prireditev je gotovo extempore Mozirski gaj, ki začenja v septembru in se potem nadaljuje novembra, ko postavimo ta umetniška dela v galerijo Mozirje, kjer pride tudi likovna kritičarka in oceni, kako je pravzaprav bilo z letošnjim extemporom. Poleg likovnega področja so aktivni tudi na drugih področjih kulturnega ustvarjanja. Začnemo v oktobru z lutkovnim abonmajem, ki je 29. po vrsti.
Imamo tudi družinsko petje, tako kot je recimo v Andražu in še kje po Sloveniji. Želimo ohranjati ljudsko pesem v družinskem krogu in tudi zato se trudimo, da pesem ne bi izvenela, da ne bi bila pozabljena. Imamo pa precej še drugih takih etno praznovanj, kot recimo Tri kralje, torej koledovanje, potem recimo tudi še kresovanje ob dnevu državnosti, skrbimo za vzgojo in domovinsko vzgojo ljudi s to prireditvijo. Pripravimo tudi vsako leto eno komedijo, eno igro, prepevamo z oktetom, koledniki, tako da nam ni dolg. Čeprav so z obiskom na svojih prireditvah zadovoljni, pa so ob 30-letnici pripravili nagradno igro. Zbiranje nalepk na prireditvah si lahko redni obiskovalci prislužijo celo izlet za 2 osebi. Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je tudi letos pripravilo slovesno trgatev občinske trte. Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v sodelovanju z občino Šmartno ob Paki pred občinsko stavbo pripravilo že 8. trgatev potomke stare vinske trte. Naše društvo dejansko obstaja že teče 28. leto. Smo eno izmed najbolj aktivnih društev v Sloveniji, lahko rečem. Imamo 134 članov. Delamo ogromno na izobraževanjih, potem pa tudi vedno bolj se usmerjamo v turizem, stekleničenje. Skratka, sedaj, če obiščete Šmartno ob Paki, lahko obiščete tudi vinsko turistično pot in hkrati na tej poti 8 vinogradnikov do 9, ki vam bodo ponudili vrhunska vina. Dogodek je velikega pomena tako za občino Šmartno ob Paki kot tudi za Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki. Dogodek kot vsak posod, kjer se dogaja vesel dogodek. Tudi letos bomo to našo trto obrali, sicer pridelek ni tako obilen kot v preteklih letih, vendar za to obstajajo razlogi. Verjetno bodo to strokovnjaki znali bolje povedati od mene, vendar sem vseeno vesel, da bomo to opravilo danes nekako spravili pod streho. Seveda pa tudi vesel, da so ponovno vinogradniki prispevali svoj pridelek za protokolarno vino, kajti to sodelovanje že sedaj 6. leto zapored nekako, da pridemo do tega občinskega protokolarnega vina in to je seveda, bom rekel, en pomemben kamenček v mozaiku sodelovanja, v mozaiku tudi ne nazadnje letine, ki jo zaključujemo, takšna pač, kakršna je bila letošnja. Z njim želimo hkrati ohranjati kulturno dediščino, potem pa predvsem eno tako lepo druženje med nami vinogradniki, občini, sodelovanje, bom rekla tudi med vsemi 3 občinami, občino Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. In pa tudi hkrati, to je res en simbol, vemo, da je to potomka najstarejše trte, zato nas tudi vsako leto obišče Slavek, imamo tudi svojega oltarja. Skratka, se mi zdi, da je to zapeljalo eno tako lepo smer, hkrati pa ustekleničimo tudi županovo vino, ki mu ga potem ponudimo in je to protokolarno vino. Vsekakor župan ni pozabil na protokolarno vino. Ja, tudi na ocenjevanju se je izkazalo srebrno, celo zlato medaljo je že prejelo, tako da pravzaprav izredna pohvala, zahvala tudi predsednici Društva vinogradnikov, ki to potem, bom rekel, spreša, doneguje, dokletari in potem tudi napolni te protokolarne stekleničke. Torej, če so medalje, potem je tudi jamstvo, da je kvaliteta dobra. Trto so zasadili leta 2015. To pa je zdaj zgodovina. Tole trto sem posadil jaz lastnoročno na povabilo vašega župana in jo zdaj že spremljam samo malo. 9 let je že, kam mine čas. In je bila do lani je bila super, zdaj smo videli, da je en del je bolan bil, tako da lahko vam povem, da nis edina vaša. V Mariboru imamo tudi isto, ko ste imeli vi en del trte. Mlade, ne stare bomo mogli porezati.
Slavnostno trgatev sta izvedla župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in predsednica Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik, ki je hkrati tudi občinska skrbnica dragocene vinske trte. Po končanem uradnem delu so obiskovalci lahko poskusili kvalitetno vino članov Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki in druge dobrote, ki so že tradicionalno na mizi ob tem dogodku. Ob dnevu slovenskega športa in začetku Evropskega tedna športa so v Mislinji nameno predali novi jekleni poligon na prostem. V svojem nagovoru je podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije Katja Koren Miklavec, nekdanja vrhunska smučarka in dobitnica olimpijske kolajne v slalomu na olimpijskih igrah v Lillehammerju leta 1994, izpostavila, da prav s takšnimi projekti, ki omogočajo dostopno športne infrastrukture širokemu krogu prebivalstva, prispevamo k ohranjanju in dvigu splošne športne kulture v Sloveniji. Se pravi, ne samo, da spremljamo šport in da se nekako takrat poistovetimo, ampak je tudi smiselno, da se poistovetimo in nekaj za sebe in za svoje zdravje naredimo. Ne samo, se pravi, da smo miselno aktivni, ampak da smo tudi športno aktivni vsak dan v tem življenju. V prvi vrsti vemo vsi, da smo Slovenci šport narod, da imamo radi šport, da radi sobivamo z športom. Ne nazadnje, tudi rekreacija je zelo pomembna, tako kot je bilo tudi že povedano. Po drugi strani pa so naši športniki z jekleno voljo in dejansko tudi, če se jim karkoli zgodi na poti, so vztrajni in zato nam pokažejo, da je vsaka volja, ki jo damo v to, zelo pomembna. Ambasadorka poligona je postala Gloria Kotnik, najuspešnejša slovenska deskarka na snegu, 4-kratna olimpika in dobitnica olimpijske bronaste kolajne iz Pekinga leta 2022. Jaz moram reči, da sem izjemno počaščena in ponosna, da sem ambasadorka tega poligona. Tole je en tak simbol jeklene volje in tudi sama velikokrat kolesarim tukaj mimo in se vedno opomnem, kaj vse je potrebno narediti za to, da ti nekaj uspe. In ta poligon spodbuja jekleno voljo. Jaz upam, da bo v čim večji meri uporabljen, da se bodo otroci za svojimi starši, prijatelji, sorodniki tukaj čim več gibali. Vsi vemo, šport pomeni zdravje, zdravo telo in jaz si želim, da res to nekako vsi ponotranjimo in da tudi spodbujamo druge, tiste, ki so blizu nam, da jih upeljemo v neke športne aktivnosti in da res čim več časa preživimo vsaj na take lepe, tople, sončne dni zunaj in športno aktivni. Športni poligon v Mislinji je že 22. po vrsti in plod lastne izdelave skupine SI, družbe SI Ravne Systems. Je pa kar veliko zanimanje občin, ko smo dali nek poziv za interes, je bilo praktično tega toliko, da bi lahko serijsko začeli proizvajati te poligone. Delamo izključno iz recikliranega jekla, kar je trend v Evropi in svetu in kot taki želimo biti ena najčistejših jeklarskih industrij na svetu. Ja, tu gre za cirka 200 ur dela naših sodelavcev, strokovnjakov, 120 metrov cirka cevi in pa kupica teh aluminijastih sponk in čepov ter vijakov. Tako da zdaj, bom rekel, pri 22. smo se že kar dobro izurili in gre postavitev kar hitro. Ja, mi smo izjemno ponosni pa veseli, da se je danes zgodil ta dogodek, torej otvoritev tega fitness poligona tu na prostem. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem slovenski industriji jekla za donacijo in pa Olimpijskega komiteja za organizacijo vseh teh stvari, kar je pač potrebno, da se taka stvar zgodi. Jaz bi rad povedal, da v občini Mislinja izjemno veliko energije in pa seveda tudi sredstev namenjamo športni infrastrukturi. Danes je spet zgodil tak dogodek tu v tem prostoru, ki vidite, da je tak v naravi, čudovit prostor. Nameravamo zgraditi tudi pump track za kolesarje. Že itak imamo tule v neposredni bližini našo kolesarko Štrekno, tako da jaz mislim, da imajo ljudje ali pa občani tu iz bližnje in daljne okolice veliko možnosti za rekreacijo, ki pa pomeni seveda tudi skrb za zdravje, kar je pa za nas kot občino tudi izjemno pomembno. Želimo se imeti
zdrave občane. Vadba na prostem je med ljudmi vedno bolj priljubljena, sploh pri najmlajših. Na Olimpijskem komiteju Slovenije načrtujejo, da bodo letos odprli še 2 poligona. Zadnji se nahaja na zelo frekventni lokaciji, natančneje ob kolesarski poti Štreknan na relaciji Gornji Dolič-Velenje. Ponuja različne vadbene naprave, primerne za vse starostne skupine in omogoča izvajanje številnih vaj za moč, vzdržljivost in gibljivost. To pa je tudi vse v današnjem sobotnem VTV magazinu. Lep vikend in srečno do torka.